Drage gledalke in gledalci, nahajamo se pred hišo na Knežcu nad Rogaško Slatino, kjer je Boris Kidrič preživljal otroška leta in nato sem hodil na počitnice. Z menoj je njegova hčerka Marjetka Kidrič, s katero sva posnela intervju, ki si ga boste lahko ogledali v 2 delih pod skupnim naslovom Družina Kidrič. Marjetka je spregovorila o očetu revolucionarju, komunistu, organizatorju Osvobodilne fronte, bil je tudi prvi predsednik Narodne vlade Slovenije, gospodarstvenik in ožji sodelavec Josipa Broza Tita. Mama Zdenka pa je med drugo svetovno vojno vodila varnostno obveščevalno službo. Med drugim sva se pogovarjala o Marjetkini karierni poti, o očetovem in maminem političnem delu, tudi o povojnih pobojih, napadih na Borisa Kidriča po osamosvojitvi Slovenije in še o mnogih drugih temah. Gospa Marjetka, zakaj je vaš oče postal revolucionar, komunist? Naj se najprej zahvalim za povabilo v to oddajo in sem zelo vesela in počaščena, da lahko povem nekaj svojih spominov na očeta in mamo. Kar se tiče vašega vprašanja, moj oče ni zapustil avtobiografskih zapisov, v katerih bi odgovoril na to vprašanje. Lahko pa sklepam na osnovi njegovega delovanja in na osnovi pričevanja njegovih sodobnikov, sopotnikov in sodelavcev, da so ga v to vodile njegove osebne lastnosti. In to je pa predvsem, ki so mu omogočile eno veliko razgledanost in dovzetnost za težke gospodarske in politične razmere v Kraljevini Jugoslaviji, v kateri je odraščal. Oče je bil kot mladenič zelo zvedav, nadarjen, inteligenten in zaradi tega je tudi bil zelo razgledan, je veliko študiral izven šole, bral evropsko filozofsko literaturo in se je navdušil za idejo socialno pravične družbe. Zelo pomembni so za to njegovo usmeritev bili kontakti s mladimi steklarji, ki so delali v steklarni v Rogaški Slatini. To je tukaj spodaj, ki se s Knežca zelo lepo vidi, in oče je očitno zahajal, ko je bil na počitnicah tukaj na Knežcu, zahajal v Rogaško Slatino in zahajal tudi do steklarjev in se spoznal s temi steklarji. Bili so delavsko zavedni, bi rekla, mnogi so prišli iz Hrastnika, imeli so svojo podružnico, sindikalno podružnico, imeli so podružnico delavskega kulturnega društva in tudi celico Komunistične partije Jugoslavije. No in 1928, mislim, so te steklarji skupaj z vsemi steklarji iz Jugoslavije organizirali 4-mesečni in uspešni, na koncu uspešni štrajk, ker so protestirali proti težkim razmeram in zelo majhnim pravicam, ki so jih takrat imeli. No in oče se je 16-leten, zagnan in tako socialno občutljiv, kot je bil, z njimi povezal in jim pomagal v organizaciji tiskanju letakov in tako naprej. To je bil tudi eden izmed razlogov, da je bil kasneje za 1 leto obsojen. To je verjetno, ja, bil, lahko tako rečemo, mislim, da to ni bil direktni povod, ampak vsekakor ga je policija imela pod kontrolo in je seveda to tudi verjetno bil eden od razlogov. No, in tako se je začelo. Kako pa doživljate napade na vašega očeta, ki so se začeli še posebej po osamosvojitvi Slovenije? Moram reči, da mi je tukaj, ki je tako lepo in ki je taka idilična, skoraj da idilična okolica,
mi je prav težko govoriti o tem. Zato, ker veliko od teh napadov so na tako nizkotni ravni, da me boli, moram iskreno priznati. Velikokrat gre za tako površne napade, celo nizkotne, kot sem rekla, za manipulacije, za izkrivljanja dejstev, za trganje iz konteksta, da je to dejansko zelo boleče za vsakega, ki, ne samo za mene kot hčerko, ampak za vsakega, ki skuša razmišljati o zgodovini svojega lastnega naroda. Jaz sem se ukvarjala z znanstveno-raziskovalnim delom in mi je tuje ustvarjanje mitov. Tudi ko gre za mojega očeta. Vendar zastopim vsako kritiko njegovega prepričanja, njegovega delovanja, njegovih idej. Zastopim celo popolno nestrinjanje, če lahko tako rečem, z njegovimi idejami in z njegovimi ukrepi, ki jih je uveljavljal takrat, tisti čas, ko je sodeloval v vodenju Jugoslavije in Slovenije najprej in potem Jugoslavije. Razumem to, vendar le, če je ta kritika izrečena na en civiliziran način in z argumenti. Ker globoko verjamem, da je en racionalen, pošten odnos do zgodovine lastnega naroda zelo pomemben za državotvornost vsakega naroda. In to, kar se pa zdaj nažalost dogaja, je potvarjanje zgodovine in brisanje zgodovinskega spomina. V redu, se bova zdaj še premaknila v center Rogaške Slatine, kjer stoji kip vašega očeta Borisa Kidriča. Sedaj pa stojiva pred kipom vašega očeta v središču Rogaške Slatine. Gospa Marjetka, vi ste znanstvenica, kemičarka. Kaj vam je nekako najbližje od dejavnosti, najljubše, s katerimi sta se ukvarjala vaš oče in vaša mama? Pri tem vprašanju nimam nobenih dvomov. To je njihova vloga pri ustanovitvi, organiziranju in delovanju Osvobodilne fronte za časa druge svetovne vojne v Sloveniji. Mislim, da je ta množičen in dobro organiziran upor Slovencev proti okupatorjem bil odločilnega pomena za obstoj za preživetje našega naroda z svojim ozemljem, z jezikom in kulturo. Torej, naš narod je pokazal, da je pogumen in da se je sposoben boriti za svoj obstoj, in to je nekaj, kar nihče po koncu druge svetovne vojne ni mogel ignorirati. In to je bilo zelo pomembno za obrambo naših interesov in naroda kot celine. In jaz moram priznati, da sem zelo ponosna, da sta moja starša sodelovala v tem zgodovinskem in uspešnem uporu. Je bila tudi vodilna, na nek način vodila mnogočem ta bor. Ja, je res. In rada bi še dodala, da imam zelo rada ta spomenik, delo Stojana Batiča, ki je vzel za osnovo fotografski posnetek
očeta, ko nekje sred gozda govori skupini partizanov, ki sedijo okrog njega. In med njimi sedi tudi moja mama. No, poleg tega je zelo blizu mojemu srcu, pa tudi mojemu razumu, očetov odnos do znanosti. Sem prepričana, da za dobrobit naroda, zlasti malega naroda, kot je naš, da je zelo pomembno, kakšen odnos ima politična sfera do znanosti in znanja nasploh. Ali zastopi to in ne samo zastopi, temveč tudi, če prizna vlogo znanja za blagodati naroda v celini. In mislim, da je zato zelo pomembno podpirati znanje, podpirati znanost oziroma razumevanje sveta, v katerem živimo, in odkrivanju novega. In to je moj oče zastopil. In še kot predsednik vlade, slovenske vlade, takoj po vojni in potem, ko je bil odgovoren za celotno gospodarstvo v Jugoslaviji, je v zelo težkih pogojih, v razrušeni Jugoslaviji, celo pod težo ekonomskih sankcij strani Sovjetske zveze, torej v zelo težkih ekonomskih pogojih in v splošnem pomanjkanju vsega, omogočil materialna sredstva za obnovitev delovanja Ljubljanske univerze, celo za formiranje nekaterih novih fakultet in potem za formiranje in delovanje več zelo pomembnih znanstvenih inštitutov v Sloveniji in nato v Jugoslaviji. In te inštituti še sedaj delujejo in so še sedaj najbolj pomembni nosilci znanstvenega raziskovanja pri nas. In rekla bi še, da je celo za časa vojne, torej pod pogoji partizanskega boja, formiran prvi znanstveni inštitut pri izvršnem odboru Osvobodilne fronte. Ja. No, in ta duh Osvobodilne fronte in spoštovanje znanosti sta vedno bila prisotna v naši družini, torej v družini Kidrič, in sta imela odločujoč vpliv tudi na moja prepričanja in na to, katere so moje vrednote. Gospa Marjetka, najlepša hvala. Hvala vam. Ja. Drage gledalke in gledalci, obširen intervju, pogovor z Marjetko Kidrič si boste lahko gledali, kot rečeno, v 2 delih, pod skupnim naslovom Družina Kidrič. Prvi del intervjuja nosi naslov Slovenka v Beogradu, drugi del pa moji spomini na očeta in mamo. Vabljeni k ogledu.